Lepo pozdravljeni iz studia v Ajdovščini, Vanja Trkman sem z vami, v studiu pa se nam je danes pridružil predsednik Društva ljubiteljev pašte Blaž Praček. Dober dan in dobrodošli. Dober dan. Seveda tema današnje oddaje bo o Rustjevi hiši, ki je sedaj zažarela v novi podobi, nova je notranjost, kaj vse se bo odvijalo tam, združevalo bo več vsebin, govorimo namreč o prostoru doživeti mlinarske in pekarske tradicije. Tam bo kavarna, pekarna, obetajo se tudi razni dogodki. Kakšna je torej vaša vloga pri vsem tem? Ja, lepo pozdravljeni, tudi v moje imenu in imenu Društva ljubiteljev pašte. Najprej mogoče samo na kratko, ker ime društva lahko koga malo zmede. Res, da smo začeli kot društvo se ukvarjati najprej s pašto, potem pa smo razširili svojo dejavnost in zanimanje tudi na druga področja, predvsem seveda na tradicijo pekarstva in mlinarstva v Ajdovščini in v širši okolici, in s tem se sedaj najbolj ukvarjamo, temu največ posvečamo pozornosti. Poleg čistih ljubiteljev imamo v naših vrstah tudi nekaj članov, ki se s tem ukvarjajo nekoliko bolj profesionalno. Naša članica je na primer doktorica Jasna Fakin Bajec, ki je sicer zaposlena na SAZU-ju. Ja, in pa lahko omenimo še Jožeta Krečiča, ki je poznan Ajdovec in poznan ljubiteljski zgodovinar, ki je tudi sodeloval že pri mnogih publikacijah iz tega področja. Torej niste samo društvo ljubiteljev, samo pašte. Tako, ja. No, in ko smo izvedeli za projekt Rustjeve hiše in ko smo se seznanili s tem, kaj namerava občina, pravzaprav katere vsebine namerava občina v tem objektu predstavljati in jih imeti, se nam je zdelo nekako samoumevno, da pri tem poskušamo sodelovati. Zato smo se tudi nekako povezali, prijavili na razpis in očitno prepričali občino, da nas je izbrala za prvega najemnika tega objekta. Ste zadovoljni, da je v centru Ajdovščine zaživela ta hiša, ki je nekoč že skrivala te vsebine v sebi? Ja, prav gotovo. To je bila nekako tudi skrita želja marsikoga od nas že dlje časa. Ta hiša namreč ima zares bogato zgodovino. Že dejstvo je, ki se je tudi sedaj ob obnovi še izkazalo, da stoji na temeljih še iz antičnih časov, in tudi to bo v Rustjevi hiši vidno. Sicer pa je predvsem močno povezana s pekarstvom. Vemo zanesljivo iz virov, ki smo jih našli, da je Anton Rustja tu odprl svojo pekarno že leta 1907. Predtem se je učil obrti in mojstrstva pekarstva v Kvarnerju in Dalmaciji menda, in potem se je vrnil domov in tukaj odprl svojo pekarno. In sicer ravno v hiši poleg že obstoječe pekarne, Pilonove pekarne, ki jo je vodil takrat oče našega znamenitega rojaka Vena Pilona. No, Rustja je bil očitno zelo napreden pek in pekovski mojster. Pekarno je večkrat prenovil. Posodobil. Vemo, da je leta 1937 postavil čisto novo, prvo v teh krajih parno peč. Imel je takrat že prvi mešalec za testo na električni motor in prvi strojček za oblikovanje žemelj. Tako da je očitno bila potreba po teh izdelkih že takrat zelo velika. Namreč Ajdovščina se je takrat preoblikovala v industrijsko mesto, ljudje niso več pekli kruha doma in so zahajali v pekarne tudi po te izdelke. Vojna je seveda tok dogodkov nekoliko spremenila in po drugi svetovni vojni sta bili pekarni nacionalizirani in povezani, združeni, ter sta se postopno vključili v takratni kombinat Mlinotest oziroma predhodnik današnjega Mlinotesta. V tej hiši je sicer delovala pekarna še tja do poznih 60-ih let, potem pa se je preselila na območje sedanjega Mlinotesta. Je pa trgovina s kruhom v tej hiši delovala še tudi tja preko sredine 70-ih let in tega se tudi še sam spomnim, ker sem pač še iz tiste generacije in se spomnim, ko sem kot fantič hodil z mamo tja po kruh in kako je lepo dišalo in kako so bile prijazne trgovke, in mi je zmeraj trgovka Romana dala še en piškot, ko sem
prišel z mamo po kruh. To so taki lepi, topli spomini. Kakšni so pravzaprav vaši cilji in tudi načrti? Želimo predvsem v hišo kruha, v Rustjevo hišo kruha vnesti čim več življenja in želimo si, da bi ta hiša živela vse dni, ko bo odprta, torej od torka do nedelje in preko celega dneva. Zjutraj seveda bomo najprej ponudili vsem svež kruh po starih receptih. Obudili smo in izbrskali stare recepte iz prejšnjih časov, tako da bo zopet na voljo takrat znamenita oljna štruca, pa sladke žemlje in še marsikaj. Seveda imamo tudi slaščičarsko mojstrico tukaj, ki bo pripravljala ajdovske paštakreme po starem receptu. No, sicer pa ne bo to samo prostor za prodajo kruha in ponudbo kave in drugih pijač, ampak bo to tudi prostor, kjer nekako želimo, da postane okvir za druge dogodke. Organizirali bomo okrogle mize, delavnice, pa tudi kakšne kulturne dogodke. Želimo povabiti na dvorišče Rustjeve hiše in preko zime tudi notranjost umetnike, glasbenike, igralce. Skratka, res bi si zaželeli, da je tukaj prostor, ki je živ in odprt. Naša želja je, da Rustjeva hiša kruha res se dotakne vseh čutov, vseh človeških čutov, da lahko tam okušamo, vonjamo in tudi na koncu poskusimo kaj narediti sami. In pa da nam res bo ponujala eno izvrstno in tako posebno izkušnjo kruha, ki jo drugje pač ni na voljo. Ob vsem tem pa bi želeli res, da ohranjamo neko domačnost, pristnost in, če temu tako rečemo, ajdovskost. Torej tudi po turizmu diši in po promociji domačega kraja zagotovo, kar so bili nenazadnje tudi nekako načrti občine Ajdovščina, ki se je podala v to investicijo. Tudi dogodkov ne bo manjkalo, pa različnih delavnic. Že sedaj v tem tednu, ko pravzaprav odpirate Rustjevo hišo, se jih je nabralo že kar nekaj, kaj ne? Ja, res je. Enega od prostorov v hiši kruha smo jo poimenovali prostor doživeti. Ta prostor je tudi opremljen prav za izvajanje raznih pekarskih, slaščičarskih in tudi kulinaričnih delavnic. Zamislili smo si, da bomo tukaj v dopoldanskem času gostili predvsem otroke, osnovnošolce, ki se bojo želeli naučiti peke raznih pekovskih izdelkov, od piškotov za najmlajše pa do potic za tiste že bolj vešče in bolj željne znanja. Zvečer in popoldne pa bo ta prostor namenjen tudi za delavnice za odrasle, za starejše, za tiste, ki so tudi bolj vešči. In tukaj bodo na teh delavnicah sodelovali poleg naših pekov tudi najboljši mojstri svoje obrti, slaščičarstva, pekarstva iz bližnje in širše okolice. Tako da bo zagotovo zelo zanimivo. Sicer pa za program, ki se bo odvijal v Rustjevi hiši, skrbi programski svet, ki smo ga oblikovali poleg predstavnikov našega društva. Sodelujejo v tem programskem svetu še predstavnica občine Ajdovščina, pa lokalni turistični ponudnik in predstavniki Mlinotesta, ki v Rustjevi hiši vodijo pekarniški in kavarniški del. In smo že zasnovali kar nekaj dogodkov, ki sledijo že v tem tednu. Zdaj, če malo naštejem in povem, kaj nas čaka. Torej v sredo zjutraj bomo odprli svoja vrata in skuhali prvo kavo in spekli prve rogljičke. Zvečer že ta dan pa nas čaka že prvi kulturni dogodek. Pevka Hana Jarončič bo z akustičnim nastopom zvečer pred Rustjevo hišo nas umirjeno pospremila v noč po prvem dnevu odprtja Rustjeve hiše. V četrtek nas čaka ena malo bolj odmevna udarna zadeva, o kateri bomo verjetno nekoliko več povedali kasneje. Potem vas v petek zvečer vabimo na en malo bolj glasbeni večer, spremljal nas bo lokalni DJ. V nedeljo pa vabimo starše, da pripeljejo svoje otroke na otroške urice dopoldne, na kavo in tudi seveda po svež kruh, ki bo tukaj dišal in se pekel tudi ob nedeljah
V ponedeljek pa je prvi šolski dan, zato vse prvošolčke vabimo na sladko presenečenje. Društvo aktivno sodeluje pri različnih dogodkih, če omenimo le največjega Pašta Fešta. Sedaj je pred vami nov izziv, lahko rečemo Rustjeva hiša. Če še nekaj besed nameniva samemu društvu, koliko članov pa štejete in kakšni so vaši cilji? Ja, približno 40 nas je, dokaj aktivnih članov. Lahko se pohvalimo, da smo v lanskem letu pridobili tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in sicer predvsem na področju raziskovanja, ohranjanja in širjenja nesnovne kulturne dediščine, vse v povezavi seveda ravno z mlinarstvom, pekarstvom in testeninarstvom na območju Vipavske doline. Osnovni cilj je bil seveda, tako kot sem omenil, pašta in širjenje odnosa do pašte in poznavanje, kako dobra je lahko pašta tudi na območje Slovenije, ki so vzhodno od Postojne. In s tem želimo tudi nadaljevati, seveda, zato bomo na primer že čez dober mesec imeli prvo Pašta fešto izven Ajdovščine, selimo se v Domžale. Poleg tega pa, kot rečeno, sedaj je glavna naša dejavnost usmerjena ravno v zagon Rustjeve hiše in v to, da bi tukaj naredili res eno tako lepo zgodbo za lokalno prebivalstvo, za Ajdovce, za domačine, pa tudi za vse druge, ki nas obiskujejo. Tudi bo moč videti peč, o kateri sva govorila že v začetku oddaje, pa različne fotografije, nas bo že sam vhod oziroma vstop spomnil na tradicijo, ki je nekoč že, oziroma na čas, ko je tukaj živela pekarna. Ja, tako kot sem rekel, želimo se dotakniti vseh čutov in res je, že oprema sama je taka, da vzbuja pozornost. Obnovljena je bila stara peč, stara parna peč, ki jo bo moč videti. Fotografije iz tistega obdobja bodo na stenah seveda in še marsikaj drugega. Da ne govorimo o izdelkih, seveda, ki bojo tudi po starih recepturah. No, prejle sva se dotaknila tudi začetku, oziroma kako boste začeli z dogodki, pa z delavnicami, kako bo vse skupaj potekalo. Če se nekoliko še ustaviva v četrtek, ko bo prav poseben dogodek, posebno doživetje in tisti pravi uradni, če lahko rečemo, začetek delovanja nove hiše. Ja, če bomo v sredo po odprtju začeli nekoliko bolj umirjeno z nastopom Hane na dvorišču pred Rustjevo hišo, bo četrtek bolj udaren. Obiskali nas bojo namreč in gostili bomo skupino Destroy. To je nekoliko bolj udarna glasbena skupina. Naključje je naneslo, da smo se nekako povezali in združili. Oni namreč ravnokar pripravljajo svoj nov glasbeni projekt, ki so ga poimenovali Kamen, ogenj, kruh, kladivo. In tako da smo se hitro našli. Ta kruh vas je pritegnil. Tako je. In smo se hitro našli in ugotovili, da je izvrstna priložnost za to, da oni premierno predstavijo ta svoj nov glasbeni projekt z enim spektaklom, ki ga bomo izvedli v sodelovanju z Mlinotestom in z občino Ajdovščina na grajskem dvorišču, torej v četrtek zvečer. Zato res v četrtek vabljeni vsi, ob 20. nekako se bo dvorišče odprlo, ob 20:30 se začne spektakel, vstopnine ni, vstop je prost in zagotavljam vam, da bomo za vse imeli tudi kakšno pekovsko dobroto na voljo, ki nam jo bojo pripravili peki iz Rustjeve hiše in iz Mlinotesta. Nam lahko razkrijete tudi že kakšen projekt, ki ga pripravljate v Rustjevi hiši, dolgoročnejši? Ja, tudi o tem je že programski svet se dogovoril in pripravil načrte. Idej je seveda zelo veliko in res bo Rustjeva hiša okvir za marsikaj, kar se bo dogajalo po novem v Ajdovščini. Že sedaj pa lahko napovem, da bo v začetku septembra organizirana ena okrogla miza prav na temo zgodovine Rustjeve hiše in pekarstva v Ajdovščini na tem območju. Ob koncu septembra pa bo prvi v seriji dogodkov, ki smo jih poimenovali Kruh in vino.
Tukaj bomo povezali zgodbe pekarstva, kruha in vinarstva. Oboje je značilnost Vipavske doline in Ajdovščine. Tudi vino, seveda. Tudi vino, seveda. Vsakokrat se bo predstavil poleg pekovskih izdelkov še eden od lokalnih vinarjev ali dva. Želimo pa zadevo zaokrožiti in enkrat letno pripraviti tudi en malo večji festival, da ne bomo samo pašti in da ne bomo imeli samo festivala pašte, ampak zakaj ne bi imeli tudi festivala kruha in vina. Ambiciozni načrti in upam seveda, da jih boste uresničili, tako kot ste si jih zadali, ali pa morda še kaj več. Gotovo se bo našla še kakšna ideja, sproti vidim, da jih res ne manjka. Za danes pa hvala, da ste si vzeli čas in obiskali naš studio in hvala za vse povedano. Hvala tudi vam in dobrodošli vsi v Rustevi hiši. Hvala vsem, če ste postali lačni med današnjo oddajo, pa dobra novica, kmalu bo čas za kosilo, tako da si lahko privoščite kakšno dobroto. Za danes pa vas lepo pozdravljamo in voščimo prijeten dan še naprej. Studio Ajdovščina in Radio Robin.